Glavni pokrovitelj oddaje je Grave zavarovalnica. Dober dan in prijazen pozdrav v naši oddaji za zdravje. Danes jo začenjamo z maščobami, dobrimi in slabimi. Najprej pa smo Mojco Sekulič vprašali, če so res maščobe krive za povišano telesno težo. Še nekaj časa nazaj so se v bistvu začeli ljudje maščobam preveč izogibati, ampak to stanje se izboljšuje zaradi tega, ker ljudje spoznavajo pomen maščob za naše zdravje. Maščobe so potrebne za ohranjanje telesne temperature, za absorpcijo maščobotopnih vitaminov, tudi za sintezo hormonov, pa služijo kot rezerva energije. Precej večji krivec v bistvu za povišano telesno težo je sladkor in pa rafinirani ogljikovi hidrati. Kadar uživamo izdelke z veliko sladkorja, se nam hitro poviša sladkor v krvi, glukoza. In takrat mora naša trebušna slinavka proizvesti velike količine inzulina, hormona, ki pol to glukozo, sladkor pelje v celice. In kadar se to na dolgi rok dogaja, trebušna slinavka proizvaja velike količine inzulina, se utrudi, in zato lahko čez čas, čez leta razvijamo tako imenovano inzulinsko rezistenco. Ne glede na to pa, ali imamo inzulinsko rezistenco ali ne, vedno bo telo v bistvu vse viške sladkorja v krvi presnovilo v maščobe. Zato so v bistvu sladkor je tisti krivec za povišano telesno težo, za težave s težo. Mojca, omenila si slabe in dobre maščobe. Lahko poveš nekaj več o tem? Ja, maščobe se dejansko med sabo zelo razlikujejo. Nekatere so nujno potrebne, na primer za naše možgane. Kar 60% možganov je iz maščob. Recimo mielinske ovojnice pa sestavlja kar 75% omega-3 maščob. In predvsem v današnji prehrani primanjkuje omega-3 maščob. V davni preteklosti je bilo v bistvu razmerje med esencialnimi omega-6 in omega-3 maščobami približno 1:1. V današnji prehrani pa je v bistvu omega-6 lahko tudi 20-krat več. Vemo, da omega-3 maščobe delujejo protivnetno in glede na to, da sodobne bolezni, veliko sodobnih bolezni je povezanih z vnetnimi procesi in razlog je lahko tudi v bistvu pomanjkanje omega-3 maščob. Dobri viri, rastlinski viri omega-3 maščob so predvsem laneno seme, olje, orehi, orehovo olje, konoplja. Med živalskimi viri pa predvsem ribe, male ribe, plava riba, ki pa v bistvu te maščobe v ribah so pa prav te dolgoverižne omega maščobne kisline, ki so dejansko sestavni del maščobnih celic oziroma ovojnic v možganih. Najslabše maščobe v bistvu so pa transmaščobe. Te nastajajo pri starjevanju rastlinskih olj, pri kemičnem starjevanju, pri hidrogenizaciji. Ta postopek se je včasih uporabljal pri margarinah, še danes pa lahko recimo predvsem pri slaščicah ali pa pri griskih, ki so se pregrevali na visokih temperaturah, pride do nastanka transmaščob. Če poznaš ta občutek, ko poješ kakšno, nekvalitetno slaščico ali pa nek prigrizek, ki ti ostane v bistvu v ustih, kar en tak masten film, in to je lahko tudi razlog, so te transmaščobe. Transmaščobe dvigujejo slab LDL holesterol in znižujejo dobrega. Drugače pa seveda za ljudi, recimo, ki imajo težave s povišanimi maščobami v krvi ali pa s holesterolom, z arteriosklerozo, za take ljudi seveda preveč živalskih nasičenih maščob tudi ni v redu. Ampak margarine so vseeno različne, obstajajo kakšne razlike v postopkih pridelave? Ja, tako je. Dejansko margarine se zelo tudi lahko razlikujejo med sabo. Konvencionalne, klasične margarine se pridobivajo s kemičnimi postopki starjevanja maščob. Včasih je bila to predvsem delna hidrogenizacija, danes se pa tudi uporablja transesterifikacija, torej da dobijo tako mazljivo obliko maščobe. Pri naravnih margarinah je pa dejansko gre pa samo za mehanski postopek mešanja pri sobni temperaturi trdnih rastlinskih maščob, kot je na primer kokosova maščoba ali pa palmova maščoba, z tekočimi hladno stiskanimi rastlinskimi olji. In dejansko taka naravna margarina vsebuje vse biokemične komponente teh hladno stiskanih olj in tudi vse naravno prisotne vitamine in je v bistvu to res en zdrav izdelek. Proizvajalec margarin Vitakel se v bistvu že skoraj 100 let ukvarja s pridelavo naravnih margarin, uporablja hladno stisnjena olja, za barvila recimo uporablja korenčkov sok, tako da so res profesionalci v pridobivanju naravnih margarin.
Mojca, v zadnjem času sem slišala za kokosovo maščobo, češ, da je nasičena. Kaj pa to pomeni? Ja, to je dejstvo, ne. Kokosova maščoba je rastlinska nasičena maščoba, ampak moramo vedeti, da je za segrevanje pri visokih temperaturah, da potrebujemo nasičeno maščobo, zaradi tega, ker so te maščobe bolj obstojne. Rafinirana kokosova maščoba prenese tudi do 270 stopinj Celzija. To je ta točka dimljena, tako imenovano, ne, takrat, ko se eno olje prežge, takrat olje postane v bistvu škodljivo, zato ga ne smemo prežigati. In kokosova maščoba pa prenese te velike temperature, zato dejansko je zelo primerna za segrevanje. Obstajajo pa tudi med kokosovimi maščobami razlike in ljudje naj pač berejo deklaracije, ne, in naj izbirajo tako kokosovo maščobo, ki ni narejena iz delno hidrogeniranih maščob.